5 let zapora in 11 000 evrov kazni grozi moškemu, ki je lani decembra poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju. Obtožnico zoper 50-letnega domačina je celjsko tožilstvo vložilo pol leta potem, ko so policisti v njegovem avtomobilu našli glavo bronaste skulpture. Kazensko ovadbo pa že kmalu po incidentu je vložila tudi velenjska občina, ki zahteva povračilo nastale škode. Danica Jovanović. Tole je obtožnica, ki jo je na svojem Facebook profilu objavil skrunitelj Titovega kipa v Velenju Miroslav Pačnik. V objavi pa poleg kratkega pripisa še tako imenovan navdušeni emoji. Kot je razvidno iz vsebine, 50-letniku, ki je dejanje priznal, grozi 5 let zapora in 11 000 denarne kazni. Vsak ima svoje, ampak ni lepo, ker je to naredil. Ne, odkot mu sploh zamisel za kaj takega, mislim. Brez besed ostaneš, ne vem. Mislim, tekle, ko gledaš, dober je, da je sploh lahko prišel tekle gor, pa da je lahko žiga žaga, ne vem. Je pravilno, no, če se je lotil take podviga, pač naj to tudi odgovarja zanj. Če bi jaz recimo avto zapeljal nekam v neko javno stavbo, bi tudi mogel plačati kazen. 11 000 evrov od 50-letnika za povračilo nastale škode terja velenjska občina. Takole so, spomnimo, kmalu po incidentu skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine spomenik sanirali. Težko je to komentirati, ne? Očitno gre za neuravnovešeno osebo z neuravnovešenim ozadjem. Je takrat dejal velenjski župan, ki danes za izjavo pred kamero ni bil na voljo. So pa z občine v pisnem odgovoru znova obsodili vsakršno namerno poškodovanje javne lastnine. Titov kip, ki stoji na osrednjem trgu v Velenju, je visok 10 metrov in kot tak velja za največji kip nekdanjega jugoslovanskega predsednika na svetu. Na tem mestu stoji od konca 70 let prejšnjega stoletja. Mnenja o tem, ali kip danes še sodi na osrednji velenjski trg, ostajajo različna. To je del zgodovine, če mene vprašate. A se treba zgodovino zbrisati? Ne. Mislim, da je to pravilno, da stoji. Mislim, zgodovinsko je to neka stvar, ampak jaz splošno nisem za kipe ljudi. Se mi pač zdi, da vsako neko zgodovinsko osebnost je neka, bi rekel, temna strana. Težko bi jaz sodil v tem, to je sigurno stvar občine, če se strinjajo, da to tu ostane ali bo to šlo v muzej, karkoli. Obtoženi je sicer po incidentu ustvaril serijo piv z imenom Diktator, na steklenicah katerih so fotografije brezglavega Titovega kipa.